So vam všeč vintage stvari? Milfe, definitivno. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli za najboljši podcast v Sloveniji, šani podcast, like, share in subscribe. Danes z vami Rimanič in Jure in novi stoli. Ejo, zbrskali smo nove stole. Te stole imamo tukaj, zato ker smo dobili ljudi, ki bojo snemali v našem studiu en podcast. In Jure je te stole ven. In smo rekli, to bo zdaj naš stoli. Sem zbrskal te stole in smo dali njim in zdaj smo rekli, ajde, bomo danes imeli mi te stole še, ampak ponovadi, najbrž bomo šli nazaj na tiste naše bele. No. Komentirajte, kjeri stoli so boljši. Te mati moja so komotne. Bolj so komot, ampak niso on brand. Niso on brand, taki show-off zgledajo. Taki malo pimpiš. Ja, res je. Kakoski. Dobro sem, evo, ta teden je bil zanimiv. Delaven. Lejte poze, ne? Pa ste armstandi. Ne moreš ne biti tako malo na dup. Manjka mi cigara. Stari, čaki. Kaj si delal ta teden, Jure? No, povej nam. Ta teden sem zabukiral potovanje na Tajsko. Wow. Tako. Bali par 2, kam greš? Ni Bali par 2, ampak je na Tajsko grem tokrat. Grem verjetno na zdaj otoke, imamo majhno selekcijo, zdaj kam bomo šli, odvisno tudi od vremena. Ampak grem na Tajsko. In to grem že 5. novembra. Piši razglednico, za koliko časa greš? Za mesec pa pol. Opala, okej. Ja. En cajt. Nekaj časa je. Kaj zdaj, podcasti bolj ne bojo bili ta cajt? Jaz predlagam, da posnemo kje naprej, kakšnega pa naredimo live. Dejansko razmišljam, da bi to naredili. Pa mogoče bo kakšna posebna gostja. To bomo še videli. Kakšna mala tajka? Ne. Je bil tak plan. Bolj Slovenka. Tako da ja, grem na Tajsko z mojo punco, potem se bom imela ful lepo in seveda zdaj je prišlo vprašanje, kako splanirati Tajsko. Ampak, preden gremo na to, kako je bil kaj tvoj teden? Moj teden je bil lep, delaven. Kaj si delal? Nič kaj posebnega. Kaj z diploma? Nisem odmontiral omaro starim. Starim? Ja. Staro? Ok, na drinku sem bil z eno kolegico, ki se nismo videli en cajt in zdaj vedno več opažam in provam delati na temu, da kolege treba negovati in dobra prijateljstva treba čuvati. Tako da, če s kom rad hengaš, če imaš koga rad, jeben ti povabi ga na drink, pejte hengat. Tako da se začel prijateljstva malo bolj negovati in je bilo prav lepo. Shoutout Eva. Kaj, daj bo šel s kakšno žensko na kakšen dejt in to? Ne rabim jaz to tle vse javno izpostaviti. Dobro, si bil na kakšen dejtu? Tajska, kako je? To lahko poveš, to je nič Kako takega. je Tajska? Si bil na kakšen dejtu? Kako je Tajska, Jure? Si bil na kakšen dejtu? Kako je Tajska? No, tista, ki je bila na dejtu, ne komentira. Ne pove, kako je bilo. Kako je kaj iti na tajsko organizacijo? Okay. Kako organizirati potovanje? Zdaj, kako sem se jaz tega lotil? Po moje bolj moderno. Kaj to pomeni? Pač, Kaj je moderno in kaj je zdaj staro? What? ja, moderno planiranje potovanja, po moje, da greš na TikTok. Okej. Ok, no zdaj bom povedal, kako splanirati potovanje v Azijo. Sedaj se odpravljam drugič in dal vam bom nekaj uporabnih nasvetov, kako se tega lotiti. Znači mojstersko. Tako. Prva točka. Jaz ne vem zakaj, ampak vsakeč grem novembra v Azijo. To je tako nešto između v smislu vremena. Torej, ker v tem času se končuje monsunsko obdobje ponavadi, ne? Okay. Večinoma po Aziji. Čakaj, kaj ne bi bilo pol boljše, da greš potem, ko je že malo končalo? Ja, ampak ko je že malo konča, gre tudi cene full gor. To je tudi, pač ne? Ja, okay. Torej, v Aziji zdaj, Bali je malo nižje dol sicer, ampak jaz sem šel novembra na Bali in mi je bilo ful lepo. Jaz sem šel sicer med Covidom in je bilo kar amazing. Glede tega moram reči, da takrat je bilo res ugodno. Ne? In vreme je bilo tako, na severu otoka je bilo zelo deževno, ampak dol, kjer sem bil bolj na jugu, pa je bilo lušno z rahlimi plohami, ne? Ampak decejža. Sicer, veš, dežuje 15 minut in pol je sonce, direkt bum. Okay, ja. No, letos pa se odpravljam na Tajsko. Zdaj, jaz bi rekel, da
lažje je iti na Bali, ker je pač Bali, greš na Bali, pristaneš na Baliju in je to, si na Baliju. Zdaj na Tajsko pa imaš ful opcij in Tajska pravi, zdaj, to je ful primerjav, je Tajska ali Bali, jaz ne vem. Kaj pa je v bistvu kor Tajske, kjer je glavni otok? Imajo kakšen glavni otok, okej? Tako, jaz bi rekel, da grejo vsi na Phuket. Aha, okej. Phuket je pa v tem Ademanskem morju, smo rekli. Ademansko morje je Phuket in to je bolj zgoraj. Ne? In ti greš kam zgoraj, dol? Zdaj, to sem ti prej razlagal, da vam razložim. Ne? Torej na tem delu, to Ademansko, ko se reče Ademansko morje, mislim, da se prav izgovarjam, tu imaš Phuket, Pipi, vse te znane otoki so tle zgoraj. Ok, to je zgoraj. Tle zgoraj. Tu je Bangkok, tle zgoraj. Tle vmes je taka dolga špura dol in tle spodaj imaš pol še neke druge otoke. Mislim, otokov je ful. In pol so še ni otoki, tle je Gulf of Thailand, tle so še ni otoki, tle grem jaz. Se pa reče, regija je Trat. Okay. In jaz grem na otok Kokot. Torej ti boš skakal po tej regiji. Veš kaj, tle je ta fora, da če hočeš ful skakati med otoki, je boljše, da greš v tisti predel Ademansko. Ker je lažje za... Ker so vsi otoki znani ful blizu. Aha. In pravijo, da je tu ful lepo, ne? Samo ne vem, mene nekako vleče na ta Kokot. Okay. Mislim, kje pa si našel ta Kokot? Zdaj, Kokot, kje sem našel? Jaz sem šel prvo pogledat za vreme. Torej, kjer je vreme najlepše novembra, da monsunskega obdobja ni. Torej, te otoki, ki so v tem Gulf of Thailand, spodnjem delu, torej, en, ki mi bil ful všeč, je Koh Tao, okay. Manjši otok in zraven so še Koh Samui, se mi zdi se kliče, in še en otok, in še verjetno dosti več malih, ampak te glavni so tam in tam je zdaj res ekstremno deževno obdobje, tako se lih monsunsko, pač ploha, pač moker si. Tako da to izpade. Kaj si me vprašal? Kje si našel ta otok? Kje sem našel ta otok, je pa da sem pogledal, torej sem Kiro pogledal sem prvo po internetu, sem prebral pač, ima Tajska ima neko stran, ki ti piše, kateri otoki so najboljši za določen mesec. Hudo. Tako da nimaš dežja in sem tam našel to opcijo. Ok, naš otok, pol najdeš otok, ki si ti zdi najbolj primeren, imaš več izbir, ne, definitivno. Ne? Kaj si ti iskal za ta dopust, ki ga zdaj hočeš? Jaz iščem relax, mir. Nič adventure? Tam je tudi adventure. Ampak rajši bi tako... Jaz bi rad se vozil skuter in lepo raziskoval otok, odkrival in tako. Easy adventure. Da, itak vedno, na Tajskem, itak zdaj po COVID-u, verjetno kar folka povsod. Ok. No, to sem iskal in zdaj si te treba najče zaspati nekaj lepega. Ne bi šel lih v nek rezort. Boš bil cel čas, ko si dol v enem? To je zdaj, tako je zdaj. Začel bom potovanje v Bangkoku, ne, ker itak tam priletim. Okay. Iz Bangkoka bom šel v Chiang Mai. Boš šel takoj ali boš malo po Bangkoku? Dva dni lih, da se malo asimilirava na to uro, pač itak je še vedno preskok 7 ur, sem šel na Bali, jaz sem bil še kakoma. In bomo rabili kakšen dan zaspati, pol malo po Bangkoku raziskovati. Okay. Pol pa gor v ta Chiang Mai in iz Chiang Maja v Pai. Tam bo še nek Lantern Festival, sem gledal. Ki mislim, da spustil ne lanterne v zrak, bo po moje ful lepo zavideti. Ko se boš te imeli lepo. Ja, po moje bo zanimivo zavideti. Tako da ja, tam bojo sloni, narava, IPD. In pol iz tam gremo pa na Kokot. Za 15 dni definitivno do konca novembra. Okay. Pol pa decembra ne vem kam še bomo šli. Ne, to še ne vem. Mogoče celo do Kambodže. Tako da... A že čisto v džiru? Ja, tako je vse blizu. Kaj spakirati za en mesec potovanja? To so se pogovarjali tudi z mojo punco. Ona bi vzela kovček. Jaz si pa to strongly ne priporočam, ker ta kovček bom jaz nosil. Jaz si predlagam, da si vzame nahrbtnik. Jaz grem z nahrbtnikom vedno. Mislim, jaz sem šel v Azijo z nahrbtnikom. Ok, kaj to pomeni? Kaj imaš v nahrbtniku? Fora je v tem, da pač kaj rabiš? Itak je toplo. Rabiš hlače, rabiš majice, rabiš... Koliko za en mesec? Koliko tega nabaviti? Jaz bi vzel 7 po 7, pač in daš itak v pranje, ne? Ok, pol gledaš nekje, da lahko uspereš. Pa ne, se imajo pralnice, ti zlikajo, vse operajo. Pač. Ja. Ok. Tako da ja, malo se treba pozanimati sicer, ampak več ali manj tako, da pač... Ko si bil na Balju, si tudi v pralnice in si prav? Ja. Okay. Daš v pralnico in dobiš pol zlikano, daš samo... Boš vzel tudi kaj za ga šmekat?
Si kaj češ, mislim, šmekat, kaj to pomeni? Kaj, le ne, dve lene srajce? Ja, bom verjetno, ja. To? Ali to ni Ne, outfit za kaj Azijo? če bi tako oblečen? Ja, ne vem, vprašam. Tam je 27 stopinj. Kaj jaz vem, vprašam. Ne, to ne. Jaz bom vzel lepo Birkenstockice, Hej, jo. vzel bom ene superge, Okay. to je to. In japonke, verjetno. Za obut, In kaj ležit? Vse majte na hlač, majice, Basta. hlače, gate. vzel bom neko vetrovko, Okay. ene nekaj dolgega, če bo hladno. Ker tam, ja, tako, ampak itak je toplo zdaj v Aziji. Kaj bom še vzel? Higienske pripomočke, zobno ščetko. Kaj pa bo vzela Miss Chevron? Kako Miss velik Chevron, ne vem. paket Ne vem pač. bo naredila? Zdi se mi, da se ti zdi, da rabiš ful stvari, ko greš, ampak za njo razumem, pa če boš jaz imel kaj v torbi za njo, verjetno. Če bo rabila. Ok, in kaj če ne, če kaj rabiš, kaj tam kupiš? Tako si kupiš, ja. Ok. Da si kupiš. Jaz ne vem, v bistvu, kaj sploh rabiš takega. Verjetno bom vzel tablete kakšne, recimo zdravila, pa kakšno aktivno oglje, če se kaj zastrupimo. Kakšne To. antibiotike. Še nas prime kaj. A nimaš kaj komplicirati, se mi zdi. Mislim, jaz sem imel, kaj sem imel s sabo na Balju, prav se moram spomniti, če računalnika nisem imel. Imel sem s sabo hlače, majice. Mi je bilo žal, da nisem vzel takrat kaj finega, iskreno. Vse nekaj ga moraš imeti malo, da ga šmetiš. Ja, nekaj moraš imeti. Ampak itak tam na Tajskem si jim kupil uni komplet iz slonov, veš, ono, da sem cel v slonih. Tako da bom šmekal v tistem. Konc dneva, kaj itak si na plaži. Dvojne kopalke. Tako da ja. In seveda pol je treba najti neko nastanitev. Jaz vam rečem, da cene niso, Bali je cenejši, kot sem gledal za spat. Pač so cenejši, lepši apartmaji. Tam pa, lej, vsi pravijo, da je Tajska boljša kot Bali. Imaš budžet. Imam budžet. Koliko je budžet? Vse skupaj? Koliko provamo ne iti čez? A ja, ne vem. Ja, Jurija je šla za karte. Okay. Ja, po moje realistično, za mesec pa bo šlo 4 do 5 jurjev. Okay. To je realističen budžet. Samo, pač jaz bom pravil, da ne dihuno, to je moj uni, ne vem, če več, težko bom uporabljal več kot 5 jurjev, po mojem, mislim, res je treba pač potruditi. Mislim, potruditi se ni treba, hitro porabiš, ne? Ampak Kaj če za računam, spati in prevozi, kaj je to največ? če računam, da bo spanje 50 noč, mi smo tam približno 40 noči, je to 2 jurja samo v spanju, ne? Jurja karte, ja. Damn, money. Ja. Money man. Ok. Ni poceni, ne? Sej, ko sem šel na Bali, sem porabil tudi toliko. Imaš spat, imaš za obleč, si tam, kaj delaš? Si kaj pogledal, ker ena ptička je meni prišepnila, da greš pogledat punca Kaj? dečke. Samo to ni povsod. To imaš... Ti si mi rekel, da greš pogledat punca dečke. Čakaj. To je v Bangkoku imaš sigurno nekaj takega in pol verjetno tudi v Pataji. Torej, šimelj, provaš, ja ne. Bom šel probat. Ampak bi šel pogledat, kako zgleda to sploh. In kaj mu ga malo... Ne, kakšna je ta scena? Pač, to je sigurno že v Bangkoku ful, ne? Zakaj bi šel to samo pogledat? Me zanima ta scena pač. To vsi pravi, da pač je full crazy. Ok, in kaj bi pač pogledal, bi rekel, ja, lej, šimelj. Kaj, Hvala. ne moraš iti pogledati, kaj ti greš živalski vrt, kaj fukat slona pizda. Ne greš samo gledati. Dobro, to ni isto pizda. Pizda. Dobro, kaj bo šel pizda, ker ljudje so ti ko živalski vrt, mona. To greš na Tajsko gledati šimelje. Kaj, moraš se greš pogledati, kaj bo še na hranu pizda. Ko greš pogledati nekaj, moraš nujno iti z njim. Pa če si experience Tajska, ne? Ti greš tudi na Tajsko, verjetno. Boš ti šel experience šimela? Mogoče. Ja, sej, Ne. klasik Rivanic. Ne, ampak se strinjam zdaj s tabo, da je za pogleda. Ja, ma dobro, ti si s punco. Trojčka. Dobro, Si se zate, dika za njo. Dobro, gremo naprej. V glavnem Best ja. of both worlds. Pol pravi na Tajskem, da je ful lepo za se potapljati. Dobro. Če sem jedel, užival, spal, To, kar delaš tle. delal, To, kar delaš tle. v bistvu se mi zdi, da bo ful isto. Samo menjal boš okolje. Samo menjal bom okolje. Ampak treba, jaz se spomnim, ko sem bil na Balju, je bilo res dobro, ne, tako je bil sicer COVID, je bilo prazno. Greš na dopust, en mesec, priješ nazaj,
kaj hočeš, da ti je ta dopust dal? Kako se hočeš Pa veš, da za ta počutiti, kaj ti je dopust nimam... Jaz sem fulner dopust brez nekih pričakovanj. Torej, to je dejansko tako, dopust kot dopust. Grem tam. Čekaj, ko sem šel na Bali, sem imel ful nekaj pričakovanja, ne? Takrat si bil, Bali mi bo spremenil life. Ja, se mi je. Jaz grem tam se zato ti pravim, to ti je pol tako. Ne, veš kaj, to grem na dopust, ker mi paše iti malo po svetu, sem že 2 leti doma, nisem šel nič nikamor dlje. Dopust kot dopust. Ne rabim, ne iščem ničesar, sem mislil, da sem najdel to, kar sem iskal. Zdaj grem na Tajsko. Wi-Fi. To je itak, ampak zdaj grem na Tajsko tako malo. Uživati life. Svet malo, uživati life, zakaj bi bil doma, če sem lahko nekje drugje malo. Okay. Iskreno, če bi me prijemilo, mogoče bi celo zapeljal še se do Balija. Wow. Nekega žgečka, ne? Ale ja. Nekega žgečka. Kaj če se zapeljamo še do Balija, po Tajska? Jaz sem pol nekje imamo za Božič in za novo leto. Podobno, koliko časa misliš, da tebe ne bo? Treba snemati podcaste, mona. Kaj če priješ ti dol? Jaz lahko pridem dol decembra že, če. No, evo. Honestly. Ostanemo dol v Aziji, kaj? Člani Azija? Nemo samo produžimo na Bali. Iz Bangkoka na Bali sigurno karta ni draga. Ejo! Sam več radimo vizo. No, danes je ta vikend, ko je Barcolana. Ejo, kaj je to? Barcolana je regata, kjer je full jadrnic tle v Trstu. Ok, in dirkajo. Tekmujejo, to so od profesionalcev do amaterjev, ne. Jaz sem bil na Barcolani, zdaj 2 leti nazaj. Smo se zabili v drugo jadrnico. Šala Tunemu, ki se spomne, kot to je povedal v prvi epizodi. Ja, to je bila prva epizoda. V prvi epizodi si ti govoril o Barcolani. Torej, to je moglo biti zdaj. Ja, tipo. Ne. Ja. Ne, moglo je biti en teden vse kasneje, ker je že bila Barcolana je jutri. Ja. Ne, sej 19.10. imamo rojstni dan, člani. Takrat je šla prva epizoda. No, smo bili na Barcolani, torej 3 leta nazaj. 3 leta nazaj? Stari smo. Jaz se spomnim, ko sem nadziral boom in sem nekaj zafrknil in je šla barka direktno v barko. Bum! Torej, zaradi tebe... Koliko škoda si naredil? 2 Jurja, 3. Klasik. Danes smo za vas našli tudi, kaj folk najbolj srča na internetu. Jure, kaj so najbolj pogosti srči na internetu? No, na prvem mestu je Facebook z 16 milijardami iskanj na mesec. Na mesec? Ja. Facebook še vedno največ. Zdaj pa je bolj realno na mesec. Ok. Vidiš, zdaj ima smisel. Dobro. Druga? YouTube 13 milijard 800 milijonov. Ok. Google ima manj iskanj kot... Sicer, folk ne napiše Google, ker Google ima že v brskalniku, ne? To je zdaj. Ma tudi veš, Kaj, eni že napišejo Google. Ja. No, ta ima 618 milijonov. Ok. Ne, 6 milijard 18 milijonov. Ok, damn. Pol so pa porno strani. Ejo, kjera je top? XNXX ima enako kot Google. 6 milijard. Poredni te ljudje. Ok, ko greš ti, kjera je tvoja go-to? Zdaj tega ne delam več, odkar imam punco. Dobro, zdaj je ona tebi. Ampak pred punco bi rekel, da Reddit mogoče. Reddit? Ja. Ok, tam najdeš kaj fire, moram reči. Ja. Tam je zelo nišno lahko najdeš, kar rabiš. Ja, vem, ne bom niti pogledal, ko smeje. No, pred punco si bil v teh krogih, ne? Ja. Imaš kakšna priporočila za naše fante, punce? Ne vem, pač tega ne delati, ki vam bo samo škodilo. Kaj pa ti? Jaz moram reči, kaj že, hq.m porno ali neki. HQ Porner? HQM porno. Ali neki. To je stran, to me je huknil en član. To je stran, ker je vse 4K. In najdeš svega. Kaj se to jaz huknil? Ne, menda ne. V glavnem, čeknit. Reddit tudi. Ok, poli spet ena porno stran je. Ampak čaki, že ki na porničih, sem gledal en video,
kako je tip razlagal, zakaj je boljše pač si ga ne dati na roko, ker v moških jajcih se zbira moška energija. Testosteron se ti poveča? In se počutim ful boljše. No, super. Ja. Pol imamo Gmail, torej več ljudi gleda porniče, kot gre na mail. Crazy. Okay. Pol imamo kratico FB, še, ki Facebook? ima več kot 2 milijarde 770 milijonov iskanj. Ma kaj Facebook je še toliko nucena Pa platforma? valjda to vsi, Fora zdaj Vsi TikTok, veš, so Indijci- samo mladi. ima tudi Indici. Pravim, veš, večja generacija ljudi je na ja. Pol imamo Translate, samo Translate je tudi 2 milijarde 700 milijonov. Okay. Pol Vreme, Amazon, pol je spet Kako ti, pornografske kje strani. srčaš vreme? Iskreno jaz ful ne gledam vremena. Pa če pogledam zunaj. Pač. Veš, ko je bilo danes uporabno? Evo, jaz si obuvam teniske in gledam jakno, če vzamem ali ne. Telefon sem imel v žepu in samo, hej Siri, kakšno je vreme v Kopru? In mi pove, medtem ko sem se obuval in grem skozi vrata. Ta mašinca je to tako praktično, jaz ful nucam Siri, stari. Top, jaz tudi včasih. Majka. In potem šdiral, kakšen mindfuck je to, v kakšnem svetu napredno-tehnološkem živimo, da medtem, ko si zavezujem vezalke, vprašam mašino v žepu, kakšno vreme mi pove in to. Je tako full simple, easy life. Ja? Se spomnim, ko sem bil klinac, imel eno namela na balkonu termometer in se spomnim, da sem šel ven gledati, da vidim, koliko je danes, da vidim, če je zmrzlo ali če je toplo. Pa se greš. Jaz dejansko najboljše vem, kako se obleč, ker gledam ljudi zunaj. Ok, in pol imaš enega kekca sredi zime v kratkih, imaš eno Če na vidiš- najbolj sončen dan v jakni Če vidiš 6 ljudi podobno oblečenih, in koliko časa moraš pogledati skozi okno, da ne vidiš pa ne, ljudi. jaz tako uspod pogledam, te imajo 4 bundico, neki čas, to pomeni, da pač ni lih hladno, ni lih toplo, ne? Jaz fulkrat grem na moj balkon, ampak sem v 6. štuku s tovarke. Ful piha gor kakšenkrat. Prijem pred blok in je ful toplo. Ja. To so bili zdaj svetovni srči, zdaj pa smo našli tudi za Slovenijo, kaj je bilo najbolj iskano v letu 2023, ne? Tako. Ok, na prvem mestu. Na prvem mestu je Sašo Hribar. Kdo je Hribar to je že? bil en Kdo pevec? komik, ne, ni pa pevec, on je bil novinar, Sašo on je Hribar. vodil Radio Gaga, Ja. on je imel Hribar, eno oddajo in je umrl. Ja. Rip. Pač on je bil res Živa faca. Ja. Pol imamo Best FM, mislim, da je to neka radijska postaja. Ok. Pol imamo Tina Gaber, ki je žena ali punca od našega Roberta Goloba. Tina Turner, vemo, pevka. In Oppenheimer, film. No, ok, smeh. No, imamo pa še najbolj iskano vprašanje, kako. Prva je, kako preveriti veljavnost vinjete. Si mislim, da ko kupiš vinjeto, si lahko nastavi, da dobiš tudi SMS, ne? A ja? Ej, malič miran, ko bi to pogledal. Jaz sem Na zadnjič računu pogledaš. Jaz sem šel zadnjič s kombijem, pozabil, da nimam vinjete in kar se je zgodilo je to, da sem šel direktno na benzinsko in mi je rekla gospa na benzinski, da lahko kupiš isti dan še vinjeto. Tako da sem kupil isti dan vinjeto in tako da se ti velja za cel ta dan. Da dobiš hudo. kazni. To je ful dobro v bistvu. To imaš dnevno vinjeto. Ja, moraš bolj kupiti to, ki ne obstaja dnevno, ne? Moraš kupiti tedensko. Ok. Ampak radaš 15 kot 300 ali 400 ali 500, mislim, da nekaj takega. Drago je. Kako je padlo drevo? Ne vem, kakšno drevo, kjer je drevo, neko drevo je zgleda padlo. Kako diha ligen? Mislim, da digen, Kako diha ligen? po moje skozi kožo. Filtrira vodo, tako je, filtrira vodo. Ajn vzame Kisik ven. kisik ven. Kako porabiti beljake? Kaj imaš viška beljake, ali kaj? Koliko ostaje viška beljak? Ja, I guess. Da so ga mogli porabiti. Jaz gleda, da rabijo samo rumenjake. Pol imamo še kako znižati pritisk. Ok. Zanimivo. Ja. Dosti nonic v Sloveniji pa Tako. treba. To je to od najbolj iskanih stvari v Sloveniji. Kaj ti najbolj iščeš? Jaz ne uporabljam sploh več Google, jaz vse ChatGPT. Kaj je to? Kje je Ja, to, kako ampak je meni to? ChatGPT ni tako top. Iskreno. Zakaj ne?
Kaj ima zdaj najbolj aktualne podatke? Jaz imam Plačljivega, ja, ampak dejansko za določene stvari mi ne prije toliko prav. Meni ful prije, naprimer, že ne vem, na računalniku nekaj ne znam narediti. Če bi ti, kako na Macu naredim to in to. Naprimer, kaj ne znaš narediti? Ne vem, neki sem iskal, kaj sem iskal? Zaprli so se mi vsi tebi in sem pozabil, kjeri komand je za jih odpret. In to namesto, da na Google iščem in tam, če bi ti in rekel, stisni to, bum, bum, stisnu. In odgovor sem dobil takoj. Tako, preprav. Zdaj si videl drugače, da je začel Elon Musk delati te humanoide tudi. Si videl, ja. To je malo creepy. Bi imel robota doma. Od tvoje punce ne imel kaj izdelati. Da ti se sa in lika in pere. Kaj misliš, da bi zamerili pol te roboti? Kako je imeti robota? Nehaj. Show some respect. Ja, v glavnem robota bi imel za določene opravila definitivno, ne? Ja. Ja. Recimo, ampak to ne vem, koliko je dobro za... Mislim, kako se bo zdaj določeni, čez čas, verjetno bo vedno več robotov v uporabi, se bo mogli vsi ljudje naučiti nekega novega skilla, ne? To bo pa zanimivo. Kaj ni to dobro, da se naučijo nekega skilla? Niso vsi tako keen to learn, niso vsi tako nagnjeni k učenju, ne? Kaj je zdaj to, pa to reče malo tako, ne? Dobro za overall evolucijo. Da se bo pol zboljšalo in bo samo ratali top of the top, ker rablo se bo samo top of the top. Nimam pojma. Kaj bo te ljudje izumrli ali kaj? Ne vem, ampak veš, če naravno selekcija, ne, če bo vedno samo najboljši, bo pol generacije zatem prišle že to, v kaj morajo delati, bili v temu najboljši in pol ne bo mogli roboti prevzeti svet. Mislim, da roboti bi v vsakem primeru prevzeli svet. Ni na rešitve, ne? Kaj? Tudi robot bo začel delati sam fucking video za TikTok. Sigurno bo postal prvi robotski influencer prelastej. Prvi humanoid, ki dela TikTok video in jih sam edita, stari. Crazy. Se je ustrašil za službo. Crazy. Ja, tako da... Ja, mislim, da je zanimiva stvar. Mene ful ne skrbi ta AI. Ja, v naša generacija ne bo še tako trpela, ampak pač čez nekaj 100 let pa ja, trpela. Pač ne bo trpela, bo treba prilagoditi sistem temu. Lahko bo življenje lepše, lahko bomo vsi bolj izpopolnjevali sebe, ne? Lahko bo postavil nek generalni ali pa nek temeljni dohodek, ki bo dobil vsak na mesec, ne? Ker bo robot nadomestil samo kaj. Še vedno bo nekdo delal te robote in največ zaslužil. Ja, nekdo mora, ne? Ja, tako da. Mislim, jaz sem fulkrat debatiral z mojo nono, koliko se v njenem času svet spremenil. Ja. Moja nona, ko je bila mala, je prala perilo doma na roke. Na uno za riba. Ja, ja. Prišel je pralni stroj, to je bil njim tako, what the fuck, pere se samo. Pol prišla televizija, what the fuck. Gleda se samo. Pol prišel telefon, what the fuck. Kaj se lahko odpustili vse dvorne norčke, ali kaj? Po moje. In pol zdaj veš smart telefoni in zdaj AI. En dan sem pokazal, moji noni ChatGPT funkcijo, ki lahko govoriš z njim. Ona ni mogla verjeti. Jaz sem rekel, zdaj ti bom predstavil mojo nono, se kliče tako in tako, stara tako in tako, živela je v Izoli, ful rada, ne vem, peče, kvačka, zaklepetaj se z njo. 10 minut so one 2 klepetale. Ja, kako kvačkaš? Ja, kvačkam to in to. In ko si se lotila kvačkat? Ma ja, veš, moraš tako in tako. In moja nona krmu začne razlagati. Ma veš, je zajebano, ne? In ona, ja, zakaj pa je to tako težko? Ja, ki pol moraš imeti tu ne tako vozle, ne? In moraš ti to tako narediti. Aha, kakšne vzorce pa tako delaš? Ma ja, veš, kaj tako, rožice mi grejo ful dobro. Ti si pisa ničem, da lahko prodaš karkoli tem babicam. One so se, moja nona in ChatGPT so zakleptali 10-15 minut. Joj. Crazy. Boga nona. Crazy. Ja, lahko si naredi vnuka svojega, bolj prijaznega. Po drugi strani, veš, ona je sama doma, ne?
Da je imela ona enega robota za klepetati. Ti bi mogel z njo se ukvarjati, njeno nuk, ne daš robota tvoji noni. Sram te bilo, da je boš zamenjal. Jaz hodim k njej vsak teden. Kaj bo kuhala robotu? Lepo prosim. Pridi večkrat. Grem. Sram te bilo. Tam daješ ChatGPT noni, kot da je... Ja, da ji pokažem svet, kako se je razvil. Shut the fuck, Mona. Ti priješ sem v studio, tvoja nona čez cesto in ti pozdraviti jo ne greš, ko si že tle. Shut the fuck up, Mona. Vedno greh moji noni. Jaz grem večkrat na teden. Daj si na zadnje nesorožice. Pa 2 meseca nazaj. No, jaz sem ji 2-krat. Ja, zato ker si rabo placu. Jure, do konca lajfa lahko zbereš, ali spiš brez odeje, ali brez kušina. Kaj izbereš? Ali te zebe? Pa realno brez kušina po mojem lažje. Ti lahko spiš brez kušina? Po mojem, ja. O, to je taka muka meni. Moraš nekam med glavo. In kaj boš zmrznil? Veš kaj lahko narediš? Lahko si malo nagubaš odejo pod glavo. Ja, da se. In kaj bolj si daš odejo pod glavo? Pa ne, malo se pokriješ lih, ne. Še vedno lahko zbiraš. Če imaš samo pošter, se ne moraš pokriti z njim. Imaš velik pošter? Ok, jaz berem odejo. Bolj praktična je odeja, ne, ampak nekaj moraš imeti pod glavo, ali šu. Jaz berem pošter. Kaj? Pokriješ se z odejo, spiš na punci. Ej, jo! Dober del. V glavnem, Jure, ba je greš na poroko in ne svojo. Ja. Kaj boš nabavil za darilo? Zdaj, ba je, da se na poroke nosi denar. To sem jaz slišal. Ba je, sem tudi jaz to slišal. Sam ne vem, koliko dati in kdaj, kaj je to, kdaj, koliko daš na poroko denarja? 200 €? To je isto. Ne vem. Kakšen je nek generalni konsens, koliko daš na poroko? Na poroki je denar? Ja, mislim, veš, lepo jim je dobiti denar, da si pokrije malo stroške. Kaj boš kupil, ne vem, kristalno vazo ali neki? In kaj ne delaš za kristalno vazo? Da ne kupiš vaze, ali šup. Recimo moraš pogledati, kaj ta človek rabi. Recimo, če si ta človek gradi hišo, vrtamo bolj prije denar prav kot kupiš cigle. Kristalna vaza. In kaj, če dela montažno hišo? Kupiš okna. Loke, rolete, ko nabaviš, veš. Ne, kaj, imaš mere ali kaj? Luči mu nabaviš. Kaj pomeni roleto tašno na tašno? Zato mu navajiš okna. Mere, kaj šel umiriti. Pa ga prašaš? Denar, po mojem. A ne, kaj bi si ti želel za poroko? Evo, denar, po mojem. Ti, kaj ne bi ti pizdal, ono denar raje? Ti mi kaj bom delal s tvoj fucking potiskano personalizirano majico, stari, ono mrš. Tvoja faca in odleje, lihkar poročena. To bi bilo cute darilo. Ok, za poroko mogoče ti ne bi dal majico, ki je poroka, bi dal personaliziran sud. Ok, uninvited. Predstavljaj si tako custom sud na notri faceleje. Ne vem, če bi lihjo tako... Kaj? Ok, lahko je. Ne, sem da je cool, ok. Ma ti si jo 15-krat že omenil. Lea, sem rekel moja punca. Ja. A sem rekel Lea? Ja. Aj, ok. V glavnem, sud customizira notri face tvoje punce. Vibe darilo. Veš, in polko te kakšno osvaja, samo rečeš, imam punco. Vibe, njej bi bilo všeč. Njej bi bilo všeč darilo. I guess. Ok. Kaj, če ti mene povabiš na tvojo poroko, moram jaz kupiti skupno darilo, ali moram jaz kupiti tebi darilo, ali moram kupiti obenven darilo? Po mojem se kupi kao za oba. Kao za oba, ne? Ja, pač, ne vem, daš 200 € za enega, 200 za drugega, rešeno. Ne, ti v bistvu poznaš oba. Tako da ti moraš dati za oba darilo. Ali? Ja. Kako to gre? Ja, če si dal v četu toliko denarja za darilo, boš dal ti meni. Jo, Jure. Daj se boš ti poročil. Se imaš namen poročiti? Jaz se imam namen, ja. Daj pa? Čim prej. Kam se ti tako mudi? Kam se ti tako mudi? Ne počakaj še malo. Ne vem, nekaj mi s takimi vprašanji ti. Tem džinglom smo mi prišli do konca našega podcasta. Jaz bi z vami delil, preden gremo na vprašanja. 19. oktobra pridite kaj v taverno, to je v Kopru. Cel dan bojo bile tam stojnice, kjer bom tudi jaz prodajal moj art.
jaz v prostem času malo artiriram digitalen art, tako da pridite kaj kupiti. Dej ti tle pomagaj članu delati promo, Mona. Matej bo prodajal njegove majice in vi pridite pogledati. On prodal majice, kaj ti ti pa stari, lej ta support, ne. Kaj boš prodajal? Samo pač printe. Matej bo prodajal svoje printe, pridite pogledati, on reda res full dobre printe. No, kot je Jure rekel, zdaj pa gremo na vprašanja. Danes smo dali na Instagram pred podcastom, da nas spraša ste in danes ste nas sprašali. Blaž Strah, kdaj bo Juretova punca gostja? Enkrat bo, ne vem še. To bi bilo zabavno. Enkrat bo. Ok. Ines_Bukuz88, naj prosim Jure potrdi, da so Štajerke najboljše pupe. Pozdrav članom. Ja, potrjujem. Potrjeno. Zalč_883, kaj bi kupili, če bi imeli milijonček? Prva stvar. Jaz bi dal za vse lačne otroke. Temu se reče laž. So vam všeč vintage stvari? Kaj pa ti? Prašala še so, jaz kaj bi kupil? Bajto. Ne za lačne otroke? Ne. Okay. Jaz sem tudi lačen otrok. So vam všeč vintage stvari? Milfe, definitivno. Ja, so mi, ja. Kakšen stil oblačenja imate? Jaz ne vem, office. Dancing shoes plus office clothes. Jaz ne bi znal moje definirati. XX mil, najbolj smešna stvar, ki se vam je zgodila ta teden. Ti si govoril v spanju. Jaz sem govoril o spanju. Kaj sem rekel že? Ti si govoril v spanju, ja. Jaz sem govoril o spanju, ne vem zakaj. Zakaj ne bi povedal? Jure govoril v spanju, kako si ti pridna mamica. Joj, kako si pridka na mamica. To ne? Ja. Neža_centrih, a bi vaju bolj prizadelo, če bi vaju punca prevarala z drugo žensko ali s tipom? Meni je equally. No, s tipom. Meni je S equally. tipom bolj. Pač ono, varanje, pika. Ja, ma kaj bi bolj te... Oboje bi me Kaj motilo. bi te hitnilo? Oboje bi me motilo. S tipom bolj. Okay. Veš ki, ona je lahko da, kar jaz nimam. Lulica. Če pa gre na tipa, gre samo veš, čitno jaz nisem dovolj dober. To ni dobro. Mislim, če gre na žensko iz tebe, pol pa res nisi dober. Ja ne, ma to je pol ona odkrila neki v sebi. Dobro, dej, okej, to laži se, ja. To laži se, ja. Stran. To laži se, ja. Ne varat. Zala Androcec, kje je Jure spoznal punco? Spoznal. Brate, kar povej, kaj je naredil ta podcast. Lepo prosim. Ja, je zaradi podcasta, ja. Zajc Lenart, kam greš smučat letos? Kaj greš smučat kam ti? Po mojem, kaj bo šlo, ja. Mislim, v zimskem času si ti na Balju. Ne, zimski čas, smučenje so januar, februar, marec. Ja, vem, ok. Simpli.elinca, zakaj se podcast imenuje Člani? Ker to so ljudje, ki so verifajeni in da so v redu ljudje in so zanimivi. Da so člani. In še zadnje vprašanje, kaj Rimanič ima punco? Javte se. Vas bo peljal na dejt kot nekoga ta teden. In hvala, ker ste bili z nami. Danes smo bili z vami Matej in Jure. Shout out za najboljšega barberja na obali, to je Barber Jan. Pol imamo tudi najboljši burger na obali El Toro Steakhouse in še seveda najboljša maserka na obali Anja Masaže, čeknite jo, to je top. Napišite, če sem vam všeč stoli. Se vidimo naslednji teden. Čau. Čau, či.